Matjaž Geder je prekmurski umetnik, po poklicu pedagog, ki svojo ljubezen do umetnosti in bogato znanje predaja mladim generacijam na drugi osnovni šoli Murska Sobota. Tu v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac se nam predstavlja z serijo grafik v tehniki monoprint, kar pomeni, da gre za unikatne grafike, ki s svojim izrazom stojijo nekje na meji med slikarskim in grafičnim polom. Najpogostejše ozadje umetnikovih grafik predstavljajo porisane in popisane šolske mize, v verzih in risbah katerih lahko prepoznamo drobce iz mladostniškega sveta, torej zanimanja, različne elemente uporništva, hotenja in želje današnjih mladih. Umetnik zelo pogosto upodablja tudi živali na svojih delih, kar je zanimivo. Namreč kot nek simbol dobrega ali pa upanja lahko najdemo na njegovih delih majhno pikapolonico, medtem ko pa kot simbol nečesa slabega, nekaj gnusnega ali pa tudi kot simbol razkroja na njegovih delih pogosto nastopa velika predimenzionirana črna muha. Za te črne muhe umetnik uporablja vedno tudi drugačno barvo, ki vpija svetlobo, tako da še bolj pridejo do izraza. Drug vsebinski pol umetnikovih del na tokratni razstavi pa predstavlja tematika prikrite epidemije, uporabe in zlorabe psihofarmakoloških zdravil, torej zdravil proti živčnosti, proti tesnobi, ki jih za neko funkcionalno delovanje v današnjem disfunkcionalnem svetu uporablja vedno več ljudi in še posebej zaskrbljujoče število mladih. Umetnik na svojih delih pogosto upodablja papirnata letala kot še enega izmed motivov iz šolskega sveta, nek izraz otroške igrivosti, ki pa jih na tokratni razstavi predstavlja tudi v obliki dejanskih papirnatih letal, ki jih je umetnik razporedil po prostoru, tako da lahko rečemo, da so ta letala stopila iz grafik v sam razstaviščni prostor in na njih je umetnik odtisnil ovoje psihofarmakoloških zdravil, tako da jih je v nekem prenesenem pomenu iz te igrive, nedolžnega izraza otrok v šoli v bistvu povzdignil na nek način ali pa spremenil njihovo funkcijo v funkcijo nekakšnih bombnikov, ki pa tokrat na nas namesto bomb spuščajo tablete. Naslov razstave Na krilih podčrtujejo ravno ta papirnata letala, ki jih je umetnik razporedil v prostor in predstavljajo v prenesenem pomenu tudi mladostniški duh z željo po osvoboditvi iz družbenih spon in v iskanju njihove lastne poti. Matjaž Geder uporablja zanimivo tehniko, torej monoprinta. Gre za mešano tehniko, kjer umetnik uporablja tako slepi tisk, kot potem različne kolažne tiske in na koncu tudi nanaša včasih tudi v bistvu povsem slikarsko tudi barvo in odtiskuje še različne elemente kasneje. Značilno za umetnika je namreč tudi to, da on grafiko naredi povsem intuitivno, torej na grafiko se nikoli ne pripravi vnaprej s kakšno skico študijo in jo v bistvu naredi v enem zamahu, jo pogosto tudi odloži in se k njej čez čas vrne ter jo še enkrat na novo obdela ali pa tudi brezkompromisno zavrže, če ne ustreza njegovi trenutni poetiki. Sleherniku v današnjem svetu niso tuje tako izgube. Vsi se soočamo s smrtjo, z nekimi težkimi preizkušnjami v življenju.
Tako da te zadeve, ta tematika ni tuja niti samemu umetniku, ki se v svojem zadnjem obdobju pogosto v svojih grafičnih delih navezuje na dva umetnika, ki sta bila tako stilno kot časovno popolnoma oddaljena drug od drugega. Gre se za Francesca Gojo ter za Jožeta Tisnikarja in reference na življenje in delo obeh teh velikih umetnikov najdemo tudi v samih naslovih umetnikovih del, kot tudi v samih motivih zadnjih umetnikovih grafik. Obe sobi oziroma oba prostora Lamutovega likovnega salona se ločita tako po barvah, torej v spodnjem delu, kjer imamo grafike bolj iz šolskega sveta, vidimo zelo veliko te zelene barve, tudi zelo pomladne barve, ki hkrati lahko simbolizira tako mladost, kot ponovno rojstvo, kot tudi to zeleno barvo šolskih tabel, ki jo vsi poznamo. Na drugi strani pa imamo bolj temačne, bomo rekli, temačne teme človeškega življenja, predstavljene predvsem bolj monokromno, torej črno-belo z redkimi akcenti rdeče barve. V nekaterih umetnikovih zadnjih delih pa se navezuje tudi na odnos očeta in sina, in sicer prav dejansko na odnos sebe do njegovega očeta, ter tudi recimo na odnos, ki se potem v prenesenem pomenu učenca in učitelja. Torej v tem primeru je učitelj on umetnik in so učenci kot nekako njegovi otroci. Hkrati pa imamo tukaj tudi mitološko zgodbo o Dedalu in Ikarju, kjer umetnik to, bomo rekli, mladostniško zanesenost, pa na nek način tudi brezglavo rinjenje skozi zid z glavo, kot včasih rečemo, nekako upodobi v smislu kot v liku Ikarja, medtem ko je Dedal tisti odrasli človek, ki ima izkušnje, ki ima modrost in ki dobronamerno svetuje torej svojemu otroku, naj se nikar ne približuje soncu, naj ne leti preblizu sonca, kar pa seveda mladostnik ne upošteva. In kot vsi vemo, se zgodba konča tragično in Dedalu sonce stopi krila in tako nekako pade v svojo pogubo. Na podoben način lahko to prenesemo v današnji svet z mladostniki, ki kljub dobronamernim opozorilom naj ne uživajo prepovedanih substanc, naj ne delajo stvari, ki lahko uničijo njihovo življenje, včasih še vedno iz tega uporniškega duha, ki je značilen za njih, ki je element, ki smo ga vsi doživeli kot mladostniki, ne poslušajo recimo teh dobronamernih opozoril in včasih se zgodbe pač končajo tudi tragično.